Bravo, Zarja. Sicer spet nisi uradno državna prvakinja, ne? Nisi imela prave konkurence, tvoja klubska kolegica je prišla pomagati 4 krosa, ampak ni bil slab nastop, ne? Peljala sem se zelo počas, nisem šla na noben drop, tako da padla nisem, to je važno. Pa se to je bila taktika ta prava na tej progi? Pa ja, zakaj bi se razbila, če se mi ni treba? To boli, če padeš. Pa modrice niso lepe, ne? Ojoj. Ta dočer. Ej, Val d'Isère, naspidirana? Pa ja, valjda. V petek sem peljala počasi, da ne bom padla. Potem po nedeljo malce hitreje. Stopnjevanje, gas v Val d'Isèru. Točno tako. Jure Žabjek, po koliko 2 letošnjih zmagah pokalnih, ne le naslov prvaka, ampak tudi najboljši čas dneva, kar ti verjetno kar največ pomeni. Ja, nisem mislil, da bom tako dobro vozil, ampak bolj sem šel tehnične dele bolj počas, kar je bilo pa pogajanje, sem šel pa kakor sem lahko. Tako se zmaguje, ne? Ja. Včeraj sem imel dosti pacov, sem šel tudi bolj dosti tekmovalcev, je bilo še na progi od prejšnje kategorije. Sem dosti počas vozil, ampak še sem bil tudi včeraj prvi. Prehitel si tudi fante, ki se uvrščajo v finale svetovnega pokala in zdaj se greš tudi poskusiti na svetovni pokal v Val d'Isère. Nisem še nikoli vozil v svetovnega pokala, ampak bom probal. Ne vem kako je, bom probal čim boljš odpeljati, pa prijeti tudi uvrstiti se v finale. Brez kakšnega bremena in velikih pričakovanj, pač gas, kot znaš, ne? Bolj počas bom probal čim bolj, sam moram počas, ker so pa še počitnice v Franciji. Miran, branilec naslova, niti je bilo danes usojeno. Bil si med favoriti in enkrat si srečal tla, kako bi opisal tale tvoj dan? Kje si izpustil tole priložnost? Bila je ful zamuda na štartu, da nisem imel desno točno štartu, v bistvu sem bil kar pol na štartu, skozi se na štartu ogrel. Pihala je burja gor, tako je bilo napovedano, pol pač začel sem v redu. Po enem odseku, ravni odsek je ful zapihal veter in pač sprednjo kolo mi je spodneslo in pač bil sem na tleh. In vse je bilo povezano s tem in pol sem neko še prišel v cilj. Dobil stopničke, tako da imam 3. kolajno, sicer ne zlato, pa ne srebrno, ampak bronasto. Po eni strani sem zadovoljen, druga tudi, ne vem. Proga mi ne vem, če mi leži toliko, ko ni toliko za poganjati, pa ne vem. Srečno v preostanku sezone, pa da ti še kaj uspe. Ja, upamo, da bo še v Levogangu kaj uspelo, pa kakmo svetovno. Aleš Virtič, zalaufal je te tale sezona, ampak tudi nekaj padaš in bolečine imaš na raznih koncih telesa. Kako si danes to sestavil za srebro? Ja, tek, bolj težko. Ne vem, pojede se na tablete proti bolečinam, pa bilo to. Pa na silu sem si moral razgibati koleno in pa bilo zadejstvo. To je verjetno že čisto dovolj za to sezono, ampak imaš še kakšne cilje? Ali si mogoče kupuješ počasi vstopnico za Unior Tools Team, da boš namesto tega rdečega oblekel moder dres? Ja, trudim se, da bi to uspelo. Ne vem, upajmo, da bo. Tegmo ti tam! Ne vem, upajmo. Žiga Pandur, končno državni prvak. Bil si tudi eden izmed favoritov. Nisi pa bil nikoli mladinski prvak. Prav Aleš Virtič je takrat zmagal, ko si ti že bil kandidat za mladinski naslov. Ja, takrat pač prvo let je bilo v Kranjski Gori, moje prvo mladinsko prvenstvo državno, ampak sem nekaj dobro končal. Sem na treningu grdo padel, pa sem mu malo pretresel možgan, tako da nisem nastopil potem v nedeljo na tekmi. Točno, z glavo si podaril skakalnico. Tak nekak, ja, sem pač tekmoval v premikanju objektov, najhitrejši.
Kako bi pisal tole današnjo dirko, kako si imel kakšno taktiko posebno? Ne, ni bilo taktike, no. Včeraj tudi nisem imel te taktike, pa sem malo problemov, ampak tako da sem mogel malo prej štartati, kakor bi ponovadi mislil. Pol pa, glede na to, da je bila zjutraj proga še dosti mastna, ampak se je zelo hitro sušila, no. Pa vsi so govorili, da je ful suha, sem pač šel na polno, ne, da bo šlo vse dobro, ampak v resnici zgornji del ni bil ravno toliko suh, kot sem pričakoval, tako da je bilo kar nekaj napak zgoraj. Oziroma preveč, tako da ko sem dol prišel, sem bil skoraj prepričan, da ni zadosti za zmagovalno vožnjo, ampak očitno je bila res težka proga in so vsi napake delali, no. Tako da je bilo na koncu zadosti za zmago. Nimaš pa najboljšega časa dneva, to te bo gotovo grizlo. Ne, mislim, grizlo me bo, da nisem sestavil res dobre vožnje, ne. Drugače pa res pohvale Juretu, no, da je sestavil vožnjo, ker je že res celo sezono hiter in se vidi, da je talentiran, tako da upamo, da bo kaj iz njega naprej tudi. A ga imaš za svojega varovanca, učenca, skupaj kaj trenirata? Tako, mislim, pozimi smo dosti na skupaj trenirali, pa to zaradi tako, ker glavna sezona ni časa za vožnjo ali karkoli, ampak vsega redno slišimo. Na dirkah skupaj pogledata linije, sta tukaj kaj skupaj trenirala? Tudi ja, smo par rund skupaj naredili, malo podebatirali, tako da je bilo nekaj skupnega dela.